V okviru projekta Care for Climate merimo odpadno hrano tudi v gospodinjstvih. Zato smo včeraj začeli ponovno s projektom Kuhinjski dnevnik odpadne hrane v gospodinjstvu, s katerim pozivamo vsa slovenska gospodinjstva, da se priključijo tej raziskavi. Se pravi, na spletni strani dnevniki.samoenplanet.si se registrirajo, določijo v bistvu oziroma ocenijo, kakšno količino odpadne hrane menijo, da zavržejo, in potem 7 dni izpolnjujejo ta dnevnik. Se pravi, stehtajo vsak dan količino odpadne hrane, ki so jo zavrgli, zabeležijo, ali je bil to užitni del, neužitni del in kam so to hrano tudi zavrgli, ali je to v zabojnik, ali je to na kompost, morda za hrano živali. Ob koncu izpolnjevanja pa dobijo tudi konkreten izračun. Vsak, ki bo izpolnil dnevnik do konca, lahko dobi tudi praktično nagrado s strani ministrstva. Želimo, da se mi kot družba zavedamo, da je hrana dragocena in da ne sodi v smeti, ampak sodi na krožnik. 2 cilja sta ključna za nas. Prvi je, da prepolovimo količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in v gospodinjstvih. Drugi cilj pa je, da spremenimo v družbi odnos do hrane. Naši predniki so spoštovali hrano tudi zato, ker je bilo manj in je bila dražja. Danes imamo čisto drugačen odnos do hrane in praktično z njo tudi razmetavamo. Na naši super hrani spletni strani imamo različna gradiva, ki so v pomoč tako gospodinjstvom kot različnim členom v verigi. Nedvomno se strinjamo z vsakim konkretnim in učinkovitim ukrepom, ki prispeva k temu, da bi bilo odpadne hrane manj. Ne samo v gospodinjstvih, ampak tudi v javnih ustanovah, v gospodarstvu. Tukaj imamo še ogromno prostora za izboljšave. Predvsem bi si želeli neko kontinuirano povezovanje, ne samo ob slovenskem dnevu brez odpadne hrane, ampak čez vse leto z nekimi ciljnimi sporočili za posamezne deležnike, posamezne ciljne skupine, konkretnimi akcijami, predvsem pa si vsaj Ekologi brez meja resnično prizadevamo za konkretne številke, metodološko poenotena merjenja, podatke, ki nam pokažejo, kje smo in kam moramo iti. Mednarodni program Ekošola je torej najširšo mrežo za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj na svetu, pa tudi v Sloveniji, kjer sodeluje preko 700 vrtcev, osnovnih, srednjih šol, tudi ekofakultet, in mlade spodbujamo, ozaveščamo, da bi bilo v tem konkretnem primeru danes čim manj odpadne hrane v šolah in tudi v gospodinjstvih. Učenci so predlagali, da bi za manj zavržene hrane si pomagali s 5 prsti, in sicer prvi preberem jedilni list, drugi premislim, koliko in kaj bom pojedel, tretji povem kuharicam za to, četrti pojem, kar sem vzel, in 5 postržem na koncu še, da so krožniki res čisti. Za nagrado smo zelo zadovoljne, dosegli smo 3. mesto. Sodelovali pa smo tako, da smo posneli video, kako ovira hrana naš planet, in zato bi probali zmanjšati količino odvržene hrane. Posneli smo kratek video, v katerem smo to vse predstavili. Smo tudi ekošola in probamo čim manj odpadkov odvršiti.